Boš kar celo noč pri svetem pismu sedela? Saj moraš evangelij na pamet že znati. Nikoli se ga ne naveličam brati. Ne morem že skoraj več biti brez njega. Če tatež bom malo prebrala ga vsega. Daj no, se ga že dosti poznaš. A meni se vedno zveliča naš spet znova dopade. Ko mimo gre, ko na bolnika položi roke, ko v hiše prinese svoj blagoslov, oznani svoj nauk vedno lep in nov. Ah, srečni vsi, ki so ga slišali. In ga hitro zopet pozabili. Srečna, ki smela mu glavo politi z oljem dišečim in mu posušiti z lasmi svoje glave častite noge. Ah, dedek, ni večje sreče od te. A meni se zdi, če vse to pred davnimi časi tako bilo, zakaj se ne bi moglo isto zgoditi tudi danes? Dokaži mi, da nisi noči popotoval v našo dolino, pa ga nismo videli iti mimo. Morda se jutri ustavi pri nas, da bi videla njegov obraz. Dekle, ti si nora, za tako biš pri nas ni niti prostora. Če bi 12 pri vratih zapeli koledo, proseč pri nas prenočišča in vsi okrog posedli okrog ognjišča. Pa če bi prišli prav danes, nocoj, ne bilo bi me strah. Saj dosti se na sketmanu hlevu dobro spati se da. Apostoli prostotcarstvo. Gotovo se ležali dosti krat trdo, čeprav to ni zapisano. Povej pa, ženska, ti modrost, kako številno to svetost nasititi v samoti tej. Popotni lačni so ljudje. Sem pač kanco je mleka da in zasakem namažem na kruh. To bodo jedli, Bog sveti duh. Ah, dedek, smejiš se mi, kaj pa ne prav? Kako je nekdo v svetem pismu bral? Ah, da, v svetem pismu, o kruhu in vinu, kako s tem postreči Božjemu sinu. Je kruha dovolj, a vina ni, brez vina pa dobre volje ni. Sicer pa ne vem, kaj še v bukvah stoji. No, tisto. Bilo je 5000 ljudi in vse je Gospod nasitil v samoti. Seveda, spomin tvoj se nikdar ne zmoti. Pa misliš, da bi Gospod če enkrat? Kadar pride v samoto kot onikrat, zakaj ne bi? Ti bi ga prosila, zveličaj, poglej, pri nas je sila za toliko lačnih ni dosti zaloge, pomagaj, Gospod, podpri nas uboge. Daj ti jim kot nekdaj jesti in piti. Ne, dedek, kaj praviš, to vendar ne gre. Zakaj ne, saj njemu mogoče je vse? Ne, dedek, ne smemo ga nadlegovati in vse od njega počakovati. O čudežu sploh ne bi govorila. Ne, sama bi, kar je potrebno storila, da bi vsak dobil pijačo in hrano bi dala na mizo vse, kar imamo. In ko gre to, bova lačna in naga. Bila bi Bogu posebno draga. Bi Jezus ne bil vesel, ljubeči ne bil objel. Kaj pa naslednji dan, dekle? Nekaj gotovo misli. In če od lahko te slabiš? Pomisli, nekaj govoriš. Za Jezusa prenašala bom glad. Saj res, še jaz sam postil se bom rad. Ah, ded, ko bi zares prišel? Brez jogrov ga bom kar vesel. Pustiva to. Preveč je že. To je že greh. Saj nočem ne speljala ti si me na to. Zdaj moram v hlev, že pozno bo. In jaz vam? Nič, pri bukva bodi, pa Gospoda iz njih ne prepodi. Je kakor koren pod zemljo odejo, pošilja svoj sok v sleherno vejo. Pa nima rad, da ga kdo moti, da se kdo kar presajanja loti.
mirno hoče ležati tam doli. Ruvanje, presajanje ni mu po volji. Ah, ded, kako prav govoriš. Deklina je tu. Ni treba se bati, saj vam nočeva bajte zažgati. Gotovo. Prenočiti želiva, za silo tudi za pečole živa. V peklenski temi sva pot zgrešila, da je nam tvoja luč posvetila. Zapri, saj je zime in tu je gorko. Kdo doma? Ded? Nikoga več. Ne. Je daleč do soseda. Da. Jaz ne nikamor več, tukaj mi je kar všeč. Si bom kar za pečo poslal. Bom naj morda ded pognal, dan danes so kmete trdi. Naš dedek ni. Pametno. Počakaj. Kje ti ležiš? V kuhinji. In on? V tej sobi. Tu bova tudi mi dva spala. Povej mu, da sva si kar sama poslala. Odloži kožo. Ne bojezen. Gotovo mu velja ljubezen obliženega nad vse reči. Kaj ni, Kristjan? Moj dede, da ni? Očeta nimaš. Vojska ga je vzela. In mati? Pri Bogu je preveč trpela. Pri Bogu torej. Daj stopi zdaj po deda in nam kaj prenesi za podzob. Že grem. To je bila težavna pot po tej globači, ta samotni kot. Kaj me je vendar gnalo sem gor? Bil bedak sem, bil sem noh, te vse preklete sem gledat prišel, da bi jih dražil in jim vzel, če sem sami mi nočejo dati. Čeprav imajo in so bogati. Stopim, pogledam, buljo v nas, napuhim in lakomno spačem v nas. Veš, ne morem teh psov več gledati. Sovražim jih, da ni moč povedati. Odkoda prihajam, tam takih več ni. Še to ti hočem iztakniti, požgati jih in pomendrati. Zemljo si drznejo svojo zvati, ki je od nekdaj last nas vseh. Kot snopi bodo ležali po tleh, da se za vselej prstine žro, potem bo nam na svetu lepo. Pa saj se v deželi tej nič ne premakne. Daj mir, nekoč se sonce gora dotakne, tedaj se zgodi, kot ti želiš. Samo gleda, preživiš. Kako? Glej, tu se samo ponuja. Potem res velja. Kot sem dejal, ne bom praznih besed v usta jemal, ma nisva dejala, prihodnji je naš. Rekel, pa sem si povedati znaš, ako lepo na toplem sediš na mesto dejanja v izgovor bežiš. Sem krivo te sodil. A me še nisi spoznal. S tem sklepom sem se gor k tej luči pognal. Nocoj ali nikla, na nož in na kri. In gled tega nama še treba ni. Bogatstva tu ni. Kaj ni? Je tel, je krav, je to še premalo in mleko in kava. Veliko pod streho nekje bo še skritega, skrbno v juhe in rute zavitega. Prevohal vse kote bom in ko zaspita, mi rame težila bo vreča nabita. Poslušaj ti, jaz vem, kaj se dalo storiti bi.
Prijazno se bova stare menila, ti pa z deklino lepo, naj nič pri nama sumljivo ne bo. Preveč si bil zadječen z njo. Saj ni bilo tako hudo. Tako kot stva pojemaš tu nedožde, bukica stoji to zame že davno mimo. Da sem previdnejši vzemivo. Premišljen vsak je moj korak. Čuj, ko se usede sem možake za dopise v govorico, izvreče vzame steklenico in mu požirek ponudiš. Razsipno tujo last deliš. Tu v gorah doba strelec je vsak. Komu je očkanja jezik lahak in Dunaju zaupen postane, ga vprašam, če je kdaj streljal na vrane. Stavim, da pride zdaj s puško na dan. Vzamem jo v roko in jo gledujem, stačka o tem in onem sprašujem. Puško pozavim takoj mu vaniti, sklenim jo k sebi, na klopu ležiti. Ti pa med tem z deklino klepeščeš in ji kaj smešno veselega rečeš. Povedati bo treba, kdo sva, po kakšnih poslih in odkot sva prišla. Nisi je treba Bog ve kaj zlagati, reciva, da bolnim ljudem pomagati hodiva križem in kražem sveta. Kako pomagati, to veva sama. Pa kaj, če poprašate zaradi imen? Ne bosta. No in če? Pošten zdravnik ima pošteno ime, tole je krstno latinsko sebej. To bosta strmela in čudila se in bosta najo za ne vem kaj imela. Potem bi jaz Peta, kao Petrus postal. Tako se bom da nocoj imenoval. Še dolgo bi bosta poljubila, kako se bosta ste zemlje poslavljala. Medtem pa prisluhniva in izvejva, če ni v hiši moda še hlapec ali dekla. Deklina v njima ničesa ni rekla. Potem velja. Pravi trenutek izbrati nov sezanje pa hišo zažgati. Vsa dežela ne gre po tej ceni. Pogovor z možakom pa pusti meni. Saj nama ne zamerite, da sva kar sama povabila se. Če sedlo nocoj je pretežko, vas prosiva, če bi mogoče bilo, da smeva to noč pri vas prespati. Popotnika ne smeš pognati. Kako sta zabredla ta pusti kraj v tem snegu, brez pota, pa mlaj je zdaj. Če ne bi ugledala v okno svetlobe, bi morda vso noč hodila na robe. No, hvala Bogu, da je luč gorela. Odkot pa ste se vidva sploh vzela, ta kraj je vama gotovo neznan. Še daleč potujete? Še za en dan. Čez sedlo dolino po mesto v špital. Sta bolna? O bolezni sem svoje prestal. S tovarišem sva na poti k bolnikom, poporočava jih posebnim svetnikom. Si noč in dan beli v glavi, kako jim pomagati v hudi težavi. Pri korenini prijeti gorje pred njih docela ne stre. Zato je pa treba veliko študirati. Človeštvo hočeva kurirati. Verjamem, globoko v nas gorje tiči in najti ga tu lahko ni. Sva novo našla že zdravilo, bo mnogo dobrega rodilo. Ga nišče drug še rabil ni, a kmalu ga bodo veseli vsi. Pomaga tudi pri živini? Kaj pa k poleti in po zimi? Tak sedite. Odkot sta že? Tu sem ne najde zlahka se? Od vlaka sva se v to grapo podala, da bi pri kmetih po jedeh vprašala. Zune je slaba, saj vam je znano, zato hodeva k kmetom po hrano. Pri vas je gotovo bil že marsikdo. Do nas ne najdeš kar tako, ta kraj je zakoten in od sveta. Bolj prazna sta vajna nahrbtnika. So bili kmeti do vaju mar skopi? Pač niso posodle veliki snopi in gostov kot naju niso nič kaj veseli. Bomo pa tukaj več uspeha imeli. Gotovo, se vedno menim. Ljudi iz grape že vedno cenim, so dobri. Tudi mi nismo slabi ljudje. Dobri, slabi ljudje, Bog ve. Sem srečal že gostijsko puhal tod. Tudi takih je nekaj, dragi gospod. Ta je prijazen, oni pa ne. A brez računov pri nas ne gre. Živinski doktor, kot sta vidva, pa še posod kredit ima.
Ne živinska dohtaja, ded. Vem, da ljudi vzdravljata in še druga dobra dela opravljata. Kako pa je vama sploh ime? Hotel bi, da pobliže spoznamo se. Johannes sem jaz in Petrus sta, tako se imenujeva. V špitalu za ta imena vedo? Vsak drugi v mestu celo. Da vprašati vem, če pridem kdaj tja, kdo tam že vajno zdravilo pozna in komu je že pomagalo. Ah, dede, ti v mesto. Kdaj in kako? Gostoma brž postreži, a lepo sluha ima odreži. Ležala bosta pa tukajle. V slamljačah je bukovo listje. Mehko in prijetno leži se na njem. In toplo. Brž grem še eno napolniti. Koliko si stara? Samo še 3 mesece, pa bom 12. Ime? Marija. Joj, mleko! Kaj si pa časno? Smili se ti, ja? Saj veš, za to več časa ni. Čeprav bi pomislil, te otroške oči. Pa saj kam storivali takšen zločin? So le lučke boleče, ki jih ugasim. Če od njegovih starih let odrežem 4 ali 5, kaj je to? Saj kada vino pijemo, tudi zadnje kaplje po mizi zlijemo. In otroče, glej, koliko zan ti pade pri setvi med kamen in dan in nikdar sadu več ne obrodi in nikdo ne toži, škoda da ni. In kaj ti potrate še dela narava, poginja brste vsiha trava. Kdo to pomisli, temu ni žal, če je mlad človek za vedno zaspal. Prosil za to ne bom dovoljenja, če koga rešim v križu življenja. Kot mati narava postopajva, brez prizanašanja, ropajva. Usmiljenje v redu, a ne preveč. Ta filozofija mi je pa kar všeč. Tako si učeno, da boš šel pan. Kaj je? Po prstih hodim kot tat, da ne zlijem. Bo dosti za prvikrat? Preprosto je vse, kot pač na kmeti. Z dekletom se kregava v zadnjih letih bolj kot zakonska žena in mož. Malo za kratek čas, malo za res, kaj boš. Vsem mi že nasprotuje. Marija? Marija? Tako se pa ne imenuje. Ime Magdalena je botraj dala. Se mi je zlagala. Ah, glejo, se mi je pa z Marijo lagala. Marija samo vama je rekla? Tako, seveda to reče pred vama samo. Otrok ti neumni, da kaj takega ni. Vse raješ pa sliši to sveto ime. Pa saj tako imeni samote nobena. Tam pri ognjišču sloni in me modruje, čudne reči mi pripoveduje. Vpraša, smeji se, modro se dela, pravi vsa srečna in vsa vesela. Da ta dva gosta se zna zgoditi nekaj posebnega morata biti. Nekaj posebnega. Imeni 2, pravi ona, povesta vse. So sveta imena je dobro poznana. No, vse zadnje sta prav k nam poslana. Že na tem, da sta prišla, je to spoznala. Da so še na zemlji, je povedati znala. Ljudi obiskujejo križem sveta. Pride zdaj oni, pride zdaj ta. Pride tam enkrat kar 2 pogledat, kako s kristijani je, če spolnjujejo zapovedi vse. Deklica reče mi, bodi no tiho, kar kvasiš ti je za pavliho.
Pusti mi goste, jih ne moti. Ona se svojega dela spet loti. Pravi, spoznala sem ju pa le, zdaj ima spečem kaj dobrega še. Bojim se že, kaj z dekletom že bo. Kuhaj in peci, rečem trdo. Če gosta kot svetca izkažeta se, a vendar pokusita tvoj kofe, bosta mrmrala vsak pred si, pomije soji, še kužek ne je. Tako sem jo dražil in ona nazaj. Potem pa z imenom ni vedela kaj. In je pred vama za vsak slučaj z Marijo hotela bleščati vsaj. Pa brez zamire, bo treba jesti. Jaz moram pa slamnjačo prinesti in plevu pospraviti. Potle gospoda pa sedem še k vam, je v meni kot voda, ki hoče vso silo iz mene na dan. Imam da vaju na kupe vprašanj, še 12 ne bi utišalo mož. Si čul, celo noč mu odgovarjal boš. Kakšno bedaštvo in praznoverje. Tako je dole dekline razmere Dunaju. Za njo sva sveta apostola. Kako iz navadne latinske besede ti kao čez noč zrasel svetniški si? Da sem te vrste junak mi je novo. O, če te tako pogledam, prav gotovo, največje zaupanje bi do tebe imel. S tem si pa predalečel, tako me ne boš. Poslušaj me torej, kaj bova storila? Če moš le z nos spakovati se, ko stvar enostavno drugače gre. Potrdiva ji vero, ki jo ima, da sva res sveta apostola. Prišla sva na zemljo naravno z neba. Ti se za svetega Petrusa izdaš, v meni tovarša Johaneza imaš. Boš videl, kako boš galo pri njej. Jaz nisem za to vlogo, ti svojo kaj imej. Samo igraj še dogost svetnika, deklina in midva, kako sveta slika. Pa stari? A možaka bo z nama igral pomenil, da je igro sam izval, lahko se mu to na oko pove. Pa kaj, če ne spozna, da je le nočija? To bi bila še le polomija. Dej, kaj nameravaš, kaj misliš s tem? Ne gre tako gladko in kaj potem? A pomisli malo, kaj iz tega sledi. Kar dekle veruje, tako neumno ni. Mar ni prav spoznalo, kdo midva sva, ali nisva res sveta apostola. Le nauk naj ni prav nič tak, kot ga je oznanil oni čudaki svete dežele in sta ga Janez in Peta učila. Ta ni več za danes. Za tele ljudi pač ni razlike med starim in novim, vsaj ne velike, saj še iskati ne bi znali. Na veke bodo pri svoji zmoti ustali, ker pa jim zmota za resnico velja, že sama sebi želo smrti ima. Razumeš, zakaj v njuni veri pustim, lahko bom dejal, kdaj, če preživim, da sem nemir sejal med ljudi kot apostol. Lepšega posla za me ni. Primerno vlogo si zase izbral. Kaj nekaj boš ti še postavil? Jaz za kaj takega nimam talenta. Igrati apostola, ne. Nisem za tega šmenta. Igrati apostola, to ni za mene. Pa tudi koristi nimam nobene. To da ne bo, ko ti tako hočeš. Ko mi že ves večer od tega hočeš. Poskusim pač. Če se ne posreči, saj se še vedno lahko med cune vleče. Kako naj jo gleda? Sem stopil otrok. Daj roko, povej mi, kdo sva in odkot. Ne vem. Ne veš? No, dete, saj veš. Povej, no, pred nama utajiti ne smeš. Glej, moje in tega si čula ime, prečudno latinsko. Ti to kaj pove? Še nihče drug naj ni spoznal kar po imenu. Vsak je ostal z mislimi pri svojem delu. Tako je bilo v vsakem sojelu. So preneumni vsi in leni in so sicer še tako pošteni. A ti,
To mi pravi tvoj svetli obraz. Ti si uganila, kdo sva on in jaz. Tisti, o katerih pisano je. In kaj smo bili, smo danes še. Apostola torej oba? O, da. Saj sem rekla, ta dva sta apostola. O, to veselje. Poljubljam vam roko. Da ste prišli sam gor tako visoko. Glej, čutila sem. V tako zanesen gorski kraj na van zemlje ne hodi. Se tu ni opravkal za. Ne jeta, ne bom vejo več motila. Upam, da ni še ti kaj narobe naredila. Vzajmi, začni. Ne, saj više od tebe nobeden ni. Saj ti je gospod v naključe dal. Bog žegne, da bi vam v lepem spominu ostal naš dom. Jaz vem celo, zakaj sta prišla. Če veš, pa povej. Mislim zato, ker je lučka pri oknu visela, ko sem evangelij v roke vzela. Gotovo ste čutili moje vanje in ste šli gledat to domovanje. Ravno tako je, jasno da. Nazadnje še nekdo priti zna. Za dvema apostoloma. Kaj še? Še Jezus sam rad pride. Bog ve. Ti, midva nisva dovolj pogodi. Glej, svetnika spoznaš po nebeški obleki, si tudi najo spoznala. Po čem neki? Svete bukve so pač povedali mi. Kakšne bukve? Daj knjigo sem, pokaži mi. Ne, lepših bukov na svetu ni. Mislim pa, da jih bom z leti mogla še dalje bolj razumeti. Samo, če še to povedati smem, da si kakšne zgodbe razložiti ne vem, to ni tako strašno in hudo, ne. A v teh bukvah ena težava je. Tako, težava? Pa posod govore, da ta knjiga odvzame težave vse. Potem je pa v njej velika napaka. O ne, gospod Janez, ne jaz sem taka. A tista reč, to me pač boli, se mi nikoli ne razjasni. No, kje je že to? Kana Galilejska, bolj spredaj bo. Saj veste, tista svatba. Svadba. Kaj takega brati te pač veseli? Da, Enake svadbe zle pa ni. ste bili tam, ko je čudež z vinom? Seveda sem bil tam s samim Božjim sinom. Kje če ne tam naj bi bil tedaj? Ali vas ni Jezus, tako mislim se, k sebi poklical šele potem? Tako se mi zdi, natančno ne vem. Da bil sem kje? Da ste bili že zraven. Zapisano je in učenci so verovali vam. Razume se, po vinu pa takem. Tam sveti Petar naj ne bi bil. Pošteno sem se ga takrat napil. Poštiho, ne govori tako. Saj ni gospod Janez zares bilo. Poznam ga, za šalo skuša me. A ti se mu ne pusti? O ne. Pa zakaj to ne bi resnica bila? No, tem se pa vsak otrok spozna. Ker vino od Jezusa ne odpijani. Kaj morda misli, saj vino ni voda. Ne nasprotuj, s tem ne večja bo škoda. In kje je v tej zgodbi težava za tebe? Sicer ne razlagam kaj tako brez potrebe, a tebe na ljubo poslušam. Govori. No, kje je že to? Če vidim tam gor, nekaj se mi ne dovali na njim. Kadarkoli pridem pri branju, da se mi ubira in me kar zmede. Nesrečna sem za volje te besede. Gospod je tu na matere trd. Do svoje matere? Da, skoraj gol. In pravi, kaj meni in tebi žena. Sami berite. Tako poštena, le dobro hoče, pa tak do nje. Pa ga samo opomnila je, da je svatom zmanjkalo vina. Je to odgovor dobrega sina? Brez spoštovanja, kar tako? Ne, to od Jezusa ni lepo. Tako govoriti se vendar ne sme. Tak zgled mi čisto zbega srce.
Saj vem, da Jezus zmeraj prav dela, a rada bi to tudi prav razumela. Gotovo bi počilo meni srce, če moj otrok tako žalil bi me. Vzemite od mene težavo to, povejte mi, kako je res bilo. Od vas bi samo lepe stvari rada brala. Kaj ti je vana deklica mala, vse v kup si dojela na pol samo. Da je enkrat bil trd. Kaj že to? Ste ga vi videli kdaj takega? Ne, nisem ga. Bil vsakega prej kako njega, ker ni bil tak. Ne vkani tam. Pokaži, kak je stavek ta? Kaj hoče ona? Priznam, tu nisem našel tona. In vendar mora vsak spoznati, da je ni hotel predvsem svati, kregati in žalostiti. Vidiš, ni prav premoda biti in kaj je pisano, drugače vzeti. Le kaj si se mogla tako razumeti, se nisi ti, ki Jezus govori. Kako da nekaj tebe boli, kaj njegovi matere velja? S tem je razrešena uganka ta. Nehaj, kdo naj to prenaša, naj doska vendar župnika vpraša. Ali sva pismo razlagati prišla? Ne, jaz, ki sem to pisal, odgovarjam za vse. Ne moram več vaju poslušati. Ne drzni se mene preskušati in nikam me ne moti, tega nimam rad. Gospod Petrus je utrujen, rad bi šel spat. Jaz stojim in ga vprašujem. Ne vidiš, da duše iz stiske rešuje? To moja je stvar. Zato ne končam, dokler nebeškega kruha ne dam. Počiti nikar v duhovni službi. Kako je prijetno v vaši družbi. Je že dobro, dekle. Poglejmo zdaj, je mato zelo zabolelo, kaj? Kaj bereš? Vidiš, ni hudo. Takoj služabnikom rekla bo, storite, karkoli vam bo dejal. Kljub vsemu neljubljeni sin je vstal. Za dobro je vzela, kar je del. On torej ledova namen je imel. In ti bi predrzna po svoje sodila, po svoje njegovo besedo zavila. Zamerila mu en sam izrek, ki dobajo ljudem vse vprek. Pri njem ne, pri tebi je bila napaka. Ah, Bog mi odpusti, da sem taka. Glej, da je naju Petrus kregal in ni po lepše besede segal, enako razumeti je. Obata beseda, pa dobro srce. Razumem, saj imam Petrusa rada. Potem je že dobro, tako si še mlada, zato lahko vso zmoto popraviš, kada se odslej s to knjigo baviš. Potrudi se. Se bom, gospod. Zdaj pa še nekaj, moj otrok. Tvoj vozov sem ti razvozlal, a zdaj ga bi lahko pobral in vrgal tebi ga obraz. Kaj skriva žena, vprašam jaz. Priznavam vam in Jezusu, jaz nisem vredna, da ste tu. In da vam kaj za jesti dam, nič bolje to, kot vsaka druga znam. Da bo gospod Petrus spet doma do mene. Zdaj grem in ne rečem več nobene. Ne, ne mislim tega. A v moji glavi je neka zadrega. Še zdaj ne vem, kako naj te kličem. Sem stopi. Še bliže. Glej, prišla sva k vam in dobra sva ti, a ti se nama lagala si. Praviš, Marija je tvoje ime. A to z resnico ne sklada se. Zakaj to delaš? Kdo misliš, da sva? Poglejo, otrok me za norca ima. Mar misliš, kdo tako knjigo piše, dognal resnico v tebe niše? O, ljubi gospod. Kdo je lagal, mu nihče ne bo roke dal. Od laganja ni daleč od drugih pregreh, je kar gnezdo skupaj. Ime mi je Marija Magdalena. Prav zopana mi je to ime, pa me z njim kličejo vsi ljudje. Pa vendar hočem vam kaj priznati, mi ljubša je Marija. Le vam na čast sem se tako nazvala, za sebe nisem časti iskala. Je že dobro, dekle. Verjamem, da bilo bi všeč ti ono ime. Celo še več bilo bi všečno tudi nama. Da to ne gre, pa vidiš sama. Zato se zadovolji spet imenom, ki so ga ti dali z dobrim namenom. Le pravo ime ti v blagoslov. O, da bi mi vedno bil gotov. Ne bom se imala več onega imena. Odslej sem samo več Magdalena. Vem, na prosvišnju sem sedela stol. Ker ste omenili blagoslov, gospod Janez, mogoče najme je zato, ker od grešnice imam ime.
če tedaj je nekaj od nje prišlo, ko me od krsta ne seslo. Od njenega imena? Bežino, kako to misliš? Če je tako, bi moral jaz... Johannes! Kaj morali bi? Nič, prav nič. Pač mislim si, da so lahko posledice. Zakaj ti je tako ime? Ker sem se na njen god rodila. Ko že tedaj bi govorila, bi rekla ne. Se v zgodbah so imena lepša kot je to. Ko bi me vsaj za Marto zvali. Ali mi ime tiste deklice dali, ki je bila Jairova hčerka. Kako že? Jairova? Da, kako je ime, ki jo je Jezus obudil k življenju? Je slika k tej zgodbi. Obudil k življenju? Če želite, poiščemo. Vem. Že vem. Tako jo spoznate, ko knjigo odprem. Jezus jo prime za mrtvo roko in že se vzravna, pa še visoko. Vem, zdaj spomnim se. Tako mi je všeč, tako lepa je. Je bila res mrtva? Tako se je zdelo. Se je zdelo, zakaj ne bi biti smelo? Ja, kako je s tem? Kdo to že ve? Kaj govoriš? Tako ne gre. Že vem, kaj sveti Peter hoče. Poskuša, če bo je mogoče ovajati bi mojo vero, ko je vprašanje nekatero od mojih razprav abotno. Ne mu je že na živce šlo. Če mu sploh vprašam, če bila je mrtva ona deklica, ko jaz sem tu v bukvah stoji. Odgovora še treba ni. Veruješ torej vse? Prav vse, le včasih mi podmalo je, kaj tam stoji. Še marsikaj bi rada vprašala vas kdaj. Magdalena, sem s tobой. Zdaj pa meni še povej, ti veruješ kaj o knjigi tej. Če bi se pa že zdaj zgodilo, da tebe bi kak konec bilo, ti veruješ, da on te obudi? Če Jezus hoče, se zgodi. Ker smo pa dobri vsi mi trije, predobro vem, da ne odbije mi prošnje za življenje novo. In veš, da prišel bo gotovo? Na vašo besedo bi sploh ne mogel reči ne. Kolika sreča bi zadnje bila pri smrti imeti apostola 2. Kaj pa, če pozabiva mu sporočiti, Gospod, tjak oni pristavi pohiti, leži tam deklica mrtva do cela, obudijo. Kaj bi tedaj počela? Kaj takega Petru še misliti mi? Saj sta dva, Janez in vi. Samo predolgo ne bi bilo. Zelo bi mi sonca manjkalo in dela mi v hiši čez glave. Pa moj duš, ti si mi pravo dekle za poizkus. Ali naj ti glavo režem kar zdaj? Kje imaš noč, prinesi ga? Petrus! Mirno kri, saj ko bo mrtva spet oživi. Po Jezusa greva, ta to znam. Ne, si pozabil, kdo mi dva sva. Nočem, da se tako govori. Gospod Janez se ne boji. Gospod Petrus je predolga mož, da bi mi mogel nastaviti nož. Mogel? Naj ti pokažem, kaj? Ne, rajši ne. Bi ne škoda bilo ušesami, če bi padla na tla. Ušesa? Saj gospod Petrus le uho odsekati zna. Kaj glebetaš? Ko v stiski in sili bivete, da je naš Jezus mili na Olski gori ono noč, tudi ni zmogel tako rekoč, več kot pa hlapcu malko samo. Odsekati celo desno uho. Gospod Janez, me prav razumete, to zanje izreči nisem upala se, da mi ne rekli, še spoštuje mene. Zdaj si dobil je moj Petrus od nje. Kaj tiho požri, zadele v živo. Naj ima, a zdaj če ne bo zanimivo. Prijeti smrtla te zares in te prerezati kar počez. Pa nič povedati, da pride oni in življenje ti vnovič pokloni. Ne, brez usmiljenja in milove ti bom glavo zabil na robe. In še dobro bom preudaril. Pomni sem resno te posvaril, ali ga sploh ti pošljem še, kmalu čez dobo ali nikdar ne. Petrus. Mi boš še odgovarjal, kaj? To ni več šala, prepravi se zdaj. Ne bo, gospod Petrus, a vem, da bom stala.
Petrus, dovolj se je zvala. Sem sredi ne straši mi dekleta več. Obnaša se kot zares brusil bi meč. Kdo naj ti verjame? Te predobro pozna, a ne bo več ti vdana tako cacače se slabe volje. Vse eno še, pa če mi še hujše ozmerja me. Prav dobro je Petrus zapisan pri meni. Ah, glejo, in to po katere oceni? Ker je tisto z Malkom bilo. Pa se je pravkar drugače slišalo. Ja, prej sem se morala braniti, zato sem morala bolj huda biti. A dan na tla mi je paluhu, je pa pri branju na smehni šlo. Zakaj Petrus ne udari bolje, namesto všestane glave razkolje? Prej ti kar voločen zdaj že ta. Da jaz ne sem zraven prišla, bi tisto noč vse drugače bilo. In ne bi se jim posrečilo našega ljubega Jezusa ujeti, ne ga zvezati, ne zapreti. Ti bi sovražnike vse spodila. Neustrašeno bi se zanj borila. Sam Jezus bi se te ne pustil boriti. Pa bi se moralo vse eno storiti. Tedaj se bi pa beseda ne izpolnila in ti bi za manj svoj kri prelila. Nič na to, saj bi tekla za njega. V krvi ležeča uropana vsega bi vedela vse. Čemu? Za koga? Da sem umrla za Jezusa. Je pa le hotel le on za tebe umreti. In jaz bi ga ne smela prehiteti, drugače sprejeti ne bi hotela. Bolje, da jaz bi izkrvavela kot tisto, kar vi ste prestali tedaj. Tisto, kar jaz sem. Kako in kaj? Sej se še zdaj na vas pozna. Pozna na meni. Kaj pa? Ne. Da ste tedaj pod križem stali in ste Marijo roko dali, ko je Jezus rekel, glej tvoja mati. Takoj sem vas mogla nocoj spoznati, ko ste prišli. Odkot sem dejala, je tolika žalost na obraz mi pala. Tako. Ko sem slišala vaše ime, sem pa kar vedela, odkot to je. Kaj takega več ne zaceli. Taki nikoli več niso veseli. Na obrazu ostane jim sled in vedno je žalosten njih pogled. O čem govoriš? Kaj misliš s tem? Strašno je moralo biti, to vem, ga slišati vpiti s križa tam gori. Piti? Kaj pa? Saj veste. Govori. Moj Bog, zakaj si me zapustil? Je res čutil, da niti Boga zanj več ni. Tako umreti to boli. Še več, Gospod Janez, povejte mi iz tistih davnih žalostih dni. Kaj ne zahtevaš? Kaj ne, Gospod Janez, žalostiva še danes. Tudi mene bi vse življenje bolilo. Pa če tudi vzrok za veselje bi imelo, ne vem, kakšno bitje, da je ravno vi. Zakaj ravno jaz? Ne bi vedel, zakaj. Kar je Jezus na zemlji storil, kar je trpel in govoril, ni li vse za vas bilo. Ker vi? Ne. Prišel je za vse ljudi. Vse je ljubil, trpel za vse. A vendar o vas zapisano je, da je Jezus vas pred drugimi ljubil. Se je res pred drugimi ljubil. Izvoljen od njega kot nikdo, ste ljubljenec bili njegov celo. Prijatelj njegov, oblaženi, kjer ste pa ravno k nam prišli in kjer ne bo zlaka prišel kdo, ki bi mi razložil vse to. Vprašanje eno še imam. Če sploh odgovoriti znam. Kako je, kada Jezus ljubi? Zdaj dovolj, takoj se zgubi. Pojdi pravim. Stoj. Ti si Magdalena, kaj ne? Odslej ne več. Ker to ime za vse leti odzeto je. Ljudem povej, se veš, učenec, morda celo še ljubljenec, ki Božje prste ga dotaknil je in od celega zamaknil. Ta ti je vzel ta kamen in te Marijo krstil. Amen.
Kaj što žviš? Takoj se zgubi. Za Boga. Moči si certe za Davi. Škoda, je pač Božja volja bila. Ne morete dolgo nekje ostati in z neumnim dekletom klepetati. Na svetu je veliko ljudi, no marsikaj bi rada vprašala. O, ko bi še srečala kdaj moža, ki bi mi odgovarjal kot ta dva. Dedek, odslej Marija samo. Gospod Janez me je prekrstil tako. Mi lepšega imena ni mogel dati, a zdaj ga moram šele vredna postati. Podala na pot sta se sredi noči. Res čudno. Pa vsaj pogledala bi, kako sta od hiše spet našla pot. Jo vidiš kje? Ne vidim nak, a taki imajo hiter korak. A čuj. Kaj pa? Bilo mi je, kot da lepo pojo nekje. Prihaja bliže iz daljave. Odkot, Marija? Iz Višave. Reflektajo, hasnu.